Mojo družino sestavlja pač mami, moj bratec Max, potem Val, Lan in Andraž. Pa tudi mačka in hrček. Luci je ime Murphy, mojemu hrčku, ker je moj, pa je ime Mici. A pa boš ti šel komu drugemu, da se igra s tem tvojim hrčkom, ali to pa sploh? Ja, večkrat pusti Maxu in Matiji. Najbolj uživam, ko Max, Matija in jaz kaj igramo na telefonu ali nekaj takega. Tudi recimo, ko sestavljam kocko, mi je dobro, pa ko igramo ping-pong pač na mizi. Matija se spomni, kako je bilo, ko sta z bratcem prvič srečala Vala. Je mama rekla, da nam bo enega fantka predstavila in pač, ko je prišel, je malo pogledal hrčke. Nismo se takoj tako razumeli, šele s časom. Sem še ful mešal Matija in Max. Ko sem hotel pogledati od Matija, sem rekel Max, ko pa hotel Maxa pa Matija. Na začetku se je treba malo navaditi, polje pa pač se kar navadiš in ko. Kot da bi bil tu že 10 let. Jaz sem rabil, jaz sem spomnil. Kaj pa ti, Matija? Ja, ne vem, jaz sem rabil tako ene pol leta, da sem se navadil. Jaz tudi nekje tam. Val in Lan polovico časa živita tudi z mamo. Pravilo, da otroci ubogajo odrasle, velja za vse, ne glede na to, ali gre za enega od staršev ali partnerja. Imamo tudi zadolžitve, skoraj vsak dan mora en od nas nesti smeti ven, potem menjamo se, kdo bo pucal mačje stranišče. Jaz sem 2krat zapored celo pripravil celo mizo in kaj bo za pojest. No ne jajčka, samo to, kar si lahko sami pripravimo, mi fantje. V Sloveniji je vsako leto več vzpostavljenih družin, torej družin, v katerih živi vsaj en otrok, ki ni skupen biološki otrok obeh zakoncev ali partnerjev. Matija pa ima nasvet za vse, ki boste morda kmalu zaživeli v takšni skupnosti. Mora biti potrpežljiv pač glede vsega, ker ne more vedno on vse prvi, recimo. Fajn je pa recimo, ker ni dolgčas nikoli, slabo je pa recimo, ker je včasih dotečen.